Pozdravljeni, danes pripravljamo čatni s češnjami. Pripravimo si olje, vzamemo kakšne 3 žlice, ga segrejemo in 3 žlice sladkorja in ta sladkor karameliziramo. Najboljše je, da kar zraven stojimo in pazimo, ker stvar gre zelo hitro, da se nam posoda ne zažge, ker pol imamo kar probleme, to se mi je že dostikrat zgodilo. Uničimo posodo. Takole. Da se nam je sladkor lepo zlato karameliziral. Zmanjšamo in na drobno nasekljamo zraven pol čebule. Paziti. Še sklopimo. Na indukciji je vse kar precej bolj hitro. Zdaj se skupaj malo popražimo. Toliko, da malo čebula spremeni da postekleni. Ful je huda. Zdaj je že kar pravi čas, da dodamo najprej kakih 5-6 jabolk. To je ene pol kilce nakockanih jabolk. Spet premešamo, pazimo. Tako. Dodamo še tudi kakih pol kilce izkoščičenih češenj. Spet malo podušimo, prepražimo. Čatni je ena taka sadno, lahko bi tudi kako zelenjavo zraven dali, kašasta omaka, ki se odlično poda k pečenkam, recimo tudi k svinjski. V glavnem paše k mesni jedi, ne? Takole. Zdaj malo podušimo in zalijemo še z rdečim vinom, z modrim pinojem vinogradništva Fresher. Kar lahko smo radodarni. Na to količino komot damo ene 3-4 deci. In zdaj moramo to pokuhati do mehkega. Približno tako kot čežano, ne? Kuhamo in za piko na i dodamo še malo, kako žličko ingverja. Zdaj bomo pustili, da se sadje in vino lepo prepoji, umehča. Dušimo tako dolgo, da vino čisto povreje. In ko bo pripravljeno, bomo shranili kar pripravljali za naslednjič v kozarčke. Naš čatni je pripravljen, sadje in čebula z vinom je povrelo in lahko zdaj to serviramo direktno k pečenki ali pa si shranimo v kozarčke, seveda, ki smo jih predhodno oprali, sterilizirali in segreli.
se pravi shranimo za ozimnico, ne. Tako da nas lahko še češnje spominjajo v zimi na to poletje. Zdaj pač to moramo paziti, da pasteriziramo enako kot vse marmelade, se pravi tam do 83, tudi 85 stopinj mora imeti tale masa, kaša, ogreti kozarčki, kot sem že rekla. Potem pa še tudi dezinficiramo pokrovčke z 90% alkoholom. Če pa hočemo biti še bolj ziher, pa damo vse skupaj lahko še za 1 uro v pečico na 100 stopinj. Takole, še ena oddaja Tete Barbke za nami. Če vam je bila všeč, jo komentirajte, delite na Facebooku ali Instagramu, drugače se pa naročite tudi tukaj na brezplačni YouTube kanal in kmalu se vidimo spet znova.